Spoštovani in dragi v Gospodu, v postnem času smo si prav vsi zadali nalogo, da opravimo tudi sveto spoved. Kako naj se sploh spovemo? Pri sveti spovedi Bog zahteva našo vero v Jezusa, da je on prišel zaradi odpuščanja naših grehov. Sam Jezus pravi, to je kri zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Jezusova beseda je tudi, da pa boste vedeli, da ima Sin človekov oblast grehe odpuščati, ti pravim, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom. Po Jezusovih besedah ima Jezus sam oblast grehe odpuščati. Vendar ali je res tako? Jezus vse to, kar govori, potrjuje tudi s svojim življenjem. Za vse, kar je Jezus govoril, je tudi živel, plačal ceno svojo žrtvijo in svojo smrtjo in naredil vse, da bi bil resnično verodostojen, da bi mu lahko verjeli. Sveta spoved je tudi področje, kjer se ločuje in ovrednoti dobro in zlo. Tisto, kar je prav, in to, kar je narobe. Tisto, ki je pohvalno, in to, kar se ne bi smelo zgoditi. Ta moralni vidik našega ravnanja je zapisan globoko v našo dušo in v naše srce. Apostol Pavel pravi, delam to, kar nočem. Tako je ta sila v nas, ki nas včasih sili, da delamo to, kar nočemo, v nas močna. In se zgodi se, da grešimo, da se odločimo za zlo. Sveta spoved je področje dobrega in zla, tistega, kar je prav in narobe, in je področje tudi usmiljene ljubezni, kesanja. Če nekdo pride k nam in nas iskreno prosi odpuščanja, mu ga razumemo in mu tudi odpustimo največkrat. Še posebej, če želi pokazati, da mu je žal in želi popraviti stvari. Tako je to zelo pomembno področje našega življenja. Področje dobrega in zla, Božje volje in prazne, osebne, egoistične volje. To je področje spovedi zelo, zelo pomembno. Kaj nas pravzaprav dela ljudi? Prav ta možnost izbire dobrega, boljšega ali celo slabega. Ker je ta del našega življenja v samem centru našega bivanja, našega jaza in celo smisla našega življenja, je sveta spoved vedno aktualna. Če želimo popraviti storjeno zlo, obžalujemo. Je to pomembno področje našega življenja. Zato je prav, da imamo tudi kesanje. Kesanje je srčno obžalovanje, pa tudi uvid, da smo storili napak. Poleg vere v Jezusa in vere, da je to pomembno področje našega življenja, moramo tudi obžalovati, imeti kesanje. Mora nam biti žal, globoko žal. Večje je kesanje, večja je vera in zaupanje v Jezusovo usmiljenost in njegovo poslanstvo. Grehi so nam še bolj zagotovo odpuščeni. In tretja stvar je pripravljenost, da spremenimo svoje življenje, da popravimo to,
kar smo storili napak, je tretji pogoj, da nam Bog odpušča in odpusti, če pridemo pred njega v imenu Jezusa, če pridemo pred njega v imenu Jezusove žrtve, njegove krvi, v prisotnost njegovo, v veri, nam on grehe, ki jih se kesamo, odpusti. Kesanje, vera v Jezusa in pripravljenost popraviti, spremeniti svoje življenje. Vse to so pogoji za odpuščanje. Če nekdo pride k spovedi iz navade, nima prave vere, nima kesanja, mu grehi niso odpuščeni. Če nekdo pride k sveti spovedi, pa zato, ker misli, da zna obrazec spovedi in to pove brez srca, brez pravega razumevanja zla, mu grehi niso odpuščeni. Zato je veliko bolje, da imamo vero v Jezusa in kesanje, pripravljeno za spremembo, resnično in v duhu, kakor da znamo na pamet sam potek svete spovedi. Potek svete spovedi sploh ni pomemben. Mnogi se sprašujejo, ali bi šli k sveti spovedi in jih je strah, ker že dolgo niso bili. Jezus pravi, v nebesih bo večje veselje nad eno izgubljeno ovco ali najdeno ovco in večje veselje nad eno izgubljeno in najdeno drahmo, kot je veselje ob 99 pravičnih. Veselje nad enim spreobrnjenim grešnikom je večje kot veselje nad tistimi, ki so že tako božji. Duhovnik se veseli človeka, ki ni bil 40 let pri sveti spovedi. 50 let. Duhovnik in Bog se veselita priznanja grehov, ki so bili mogoče dolgo časa zapuščeni. Sam se spomnim in zamočani. Sam se spomnim iz svoje prakse, ko sem obiskoval starejše in bolnike in je starejša gospa po mnogih letih svojega življenja, pri 80 praktično priznala nekatere grehe svojega življenja, ki pa jih prej nekaj let prej pri spovedi ni povedala. Zakaj nosimo takšno težo s seboj, ko nas Bog ljubi, objema in nam odpušča? Povemo v to, kar čutimo in vemo, da ni bilo prav. Kaj so pravzaprav naši grehi? Nekateri reče, nekoga nisem ubil, nekoga nisem ukradel, drugih grehov pa nimam. Če tudi v tem primeru ni povedano nobenega greha. Pomembne so naše grešne navade. To je naše področje našega greha. Naše grešne navade, ki jih ponavljamo. Grehi, ki se nam ponavljajo. In ko vidimo, kateri grehi se nam ponavljajo, kmalu vidimo naše zakoreninjeno grešno stanje, ki se ne spreminja tako, kot bi želeli. Naše grešne navade, predvsem pa na področju najprej vere. Ali resnično verujem v Jezusa? Sem 100% v njegovo poslanstvo, njegovo ljubezen, njegovo besedo? Ali zaupam Jezusovim besedam, ko mi govori o Bogu, o stvarniku, o bitju, ki je brez začetka in ki vedno bo? Ali globoko čutim, da so te Božje zapovedi prave in dobre, omogočajo življenje? To je pomembno na področju verovanja,
In potem, ali se ta moja vera kaže tudi v mojih dejanjih. Potrebno je, da verujemo s srcem in tudi po spoznanju, ki ga imamo, razmišljanju, in da resnično verujemo. Področje naše vere se kaže v naši praksi. Ali potem molim, ali obiskujem Božjo službo, Božjo daritev, ali berem knjige, ki mi dvigajo vero, razmišljam o Božjih zapovedih, ali sem resnično navdušen vernik in ali rastem v veri. Se vedno prizadevam biti boljši, narediti to, kar je prav, kar je Božja volja. Se udeležujem kakšnih poglobitev vere, predavanj in tako naprej. Področje vere je pravzaprav prvo in najpomembnejše. In pa ljubezni. Ljubezni do bližnjih, ljubezni do Boga, ljubezni do navsezadnje do celotne naše skupnosti, domovine, ljubezni do trpečih, ubogih, nesrečnih, majhnih, bolanih. Ljubezen do vsakega človeka, do grešnika, do izgubljenega, kakor Jezus ni delal razlike, ampak je gledal na srce in ljubil vsakega človeka. Tako se na spoved pripravimo z razmišljanjem. Razmišljamo, premišljujemo. Seveda nam je veliko pomoč, če vsak dan za kratko premislimo svoje življenje in svoj dan, kako smo ga preživeli. Takrat se poznamo in vemo, da smo grešni. Navadno pa tisti, ki nikoli ne razmišljajo o svojem življenju, mislijo, da so veliki svetniki. Zato, dragi gledalci naše televizije, dragi prijatelji, če misliš, da nimaš greha, je zelo nevarno. Si daleč od prave poti za Bogom. Resnično se moraš vprašati, kako živiš. Če pa misliš, da si veliki grešnik, potem si na dobri poti. Če prideš spovedi, je dobro zate. Če najdeš veliko grehov in veliko napak, tako je prav. Vsi svetniki so sami sebe imeli za grešnike. In vsi grešniki opravičujejo sami sebe in se imajo za svetnike. Tudi Jezus potrjuje to trditev, ki sem jo izrekel, ko primerja cestninarja in farizeja v templju. Cestninar se je trkal na prsi in rekel: "Usmili se, Bog, mene grešnika, bodi usmiljen meni grešniku." Farizej pa je sam sebe hvalil, kako je dober in center svetosti in hoje za Bogom, a vendar je Bog dal ubogemu grešniku opravičenje, cestninarju pa ne. Pripravimo se na sveto spoved s premišljevanjem ljubezni do Boga, do bližnjega, našega upanja, preverjamo svojo vero in torej ljubezen. Naše vsakdnevno delo, opravljanje naših dolžnosti, naš odnos do bližnjih, do trpečih in se tako pripravimo na sveto spoved, ko spoznamo svoje napake, ko spoznamo svoje grešne navade, tiste, ki se ponavljajo. Pri sami sveti spovedi enkrat ni pomembno, če znamo ravno
pravilno potek svete spovedi. Najprej pozdravimo spovednici in potem lahko povemo svoje grehe ali se nekoliko predstavimo, če je tuj spovednik. In enostavno povemo, kdaj smo bili pri sveti spovedi zadnjič. Drugače nas bo pa tako spovednik tudi vprašal kakšno vprašanje. Predvsem je pomembno to, da priznamo in povemo svoje grehe, kakor se jih spomnimo. Sveta spoved je lahko včasih tudi neke vrste terapevtski pogovor, če ima spovednik za to čas. Vsekakor gre pa enostavno za to, da priznamo in da imamo kesanje in imamo vero v Jezusa in dobimo odpuščanje. Zato enostavno naštejemo svoje grehe in prosimo Boga odpuščanja. Duhovnik nam da odvezo grehov. Jezus pravi, komor boste grehe odpustili, jim bo odpuščeno. Zelo pomembno, pomemben stavek evangelija. Kajti nekatere protestantske cerkve nimajo osebne spovedi, samo spoved Bogu. Jezus pravi, komor grehe odpustite, so mu odpuščeni. Zato mora nekdo grehe tudi poslušati in človeka odvezati grešnosti. Ko prejmemo odvezo grehov, je prekletstvo, ki je z grehi povezano, tudi odstranjeno. Mi prestopamo iz prekletstva v blagoslov. Vstopamo nazaj na pravo pot in smo deležni Božjega blagoslova, ki pomeni vedno rešitev, pomeni dobro, pomeni zmago, življenje, razširjanje. Ob samem odvezi grehov so nam vrata v nebesa odprta, smo opravičeni in postanemo zopet pravični. Jezus pravi sicer grešnici, pojdi in odslej ne greši več. Pomembno je, da spremenimo svoje življenje in se resnično potrudimo, da bo naše življenje bolj podobno Jezusovemu življenju. In Jezus dodaja hromemu ob bazenu, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Ne greši, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Grehi so povezani s trpljenjem in prekletstvom od začetka Svetega pisma. Izpolnjevanje Božje volje je povezano z blagoslovom, kar pomeni rešitev in dobro. Poznamo 6 resnic in sicer prva je, da je Bog in da Bog dobro plačuje in hudo kaznuje. To je absolutno v veljavi in v razodetju. Bog bo dobro nagradil ob svojem času, ki je najbolj ugoden za nas. Bog bo slabo kaznoval ob svojem času in pravično. Zato verujemo v Boga, ki je dober, in na pravično sodbo, pravično povračilo, ki bo dokončno ob zadnji sodbi oziroma ob koncu našega življenja, ko se srečamo z Bogom. Celotno naše življenje je nekaj resnično velikega in v tem življenju, ki imamo čas, delamo to, kar je prav in dobro, po pozornosti in kar je v skladu z Božjo voljo. Kaj Bog tudi pravi, da je dobro, to je globoko zapisano v naše srce in mi vemo v samem sebi, da je tako prav. Ne delamo tega zato, ker je tako zapisano v Božji besedi in bomo šli v nebesa, ampak spoštovati, govoriti resnico, ljubiti je globoko zapisano v našo dušo, v naše srce in izvira iz naše notranjosti. Tako pravi pa Božja beseda, ta zapoved ni daleč od tebe, ampak je v tvojem srcu, na tvojih ustnicah, prav blizu tebe, v tebi je,
da jo lahko izvršiš. Ustvarjeni smo po Bogu, po njegovi milosti in njegovi dobroti. Povemo stvari, ki nas bremenijo in dobimo odvezo in potem tudi sami molimo, torej kesanje. Bogu povemo, da nam je žal, tudi če ne znamo obrazca, moj Bog, žal mi je, se iskreno pred Bogom, Očetom, v Jezusovem imenu pokesamo in izrečemo srčno molitev, izrečemo naše kesanje in dobimo odvezo. Po spovedi gremo z duhovnikovim blagoslovom iz spovednice in v življenje. Opravimo pokoro, ki nam je bila naložena, in nadaljujemo s svojim življenjem brez greha, kolikor nam seveda to uspe. Kaj je, če zopet padem, če zopet grešim? Ponovno vstanem v Kristusu Jezusu, se postavim zopet na pravo pot, zopet na blagoslov in prejmem Gospodovo odpuščanje in hodim v njegovi luči naprej skozi življenje. Tako vstajamo, ko padamo, in ko pademo, zopet vstanemo do konca našega življenja. In tako ostajamo na pravi in dobri poti in tudi v blagoslovu. Torej, dragi prijatelji, želim vam eno iskreno, lepo, pravo, resnično spoved. Kadar mi vprašamo svoje srce, ali resnično molim, ali je to blebetanje, nam naša notranjost, Bog, ki je v nas, resnica, odgovori, ali je naša molitev sploh kaj vredna. Enako nam naša notranjost, Bog, ki je v nas, če ga iskreno vprašamo, ali je moja spoved kaj vredna, ali je to prava spoved, ali sem imel kesanje, bomo točno vedeli sami zase, ali je bila spoved resnična, ali je kaj vredna pred Bogom, ali smo jo iskreno opravili z resnično voljo, ki se želi spremeniti in delati to, kar je prav. To, kar omogoča življenje, kar omogoča blagoslov, kar omogoča veselje za vse ljudi, za bližnje, pa tudi za nas same, za naše srce in našo notranjost. Nihče ne more narediti tako velikega greha, da ga Bog ne bi odpustil, ali da Jezusova žrtev in njegova ljubezen ne bi bila večja. Če pridemo Bogu z iskrenim kesanjem, priznamo svojo grešnost, nam Bog odpusti. Kajti Bog je večji od vsakega zla, večji od vsega. Poleg tega tudi v tej duhovni borbi, v tej duhovni vojni, nas Hudič hoče prepričati, če smo storili kakšne večje nepravilnosti in grehe, da za nas ni odpuščanja, da se ne moremo spremeniti, da ne moremo nehati grešiti in podobno, in nas želi imeti ujete v žalost in v grehe. Jezus pravi, kdor greši, postane suženj greha. Suženj pomeni, mora delati to, kar mu Gospodar narekuje. A če vas Sin osvobodi, boste zares svobodni. Zato je začetek vsakega novega življenja, vsake nove spremembe, celo bi lahko rekel vsakega zdravljenja, odvisnosti, vsakega fizičnega ozdravljenja, je dobra, sveta spoved, sprava z Bogom. In s tem, če spoved, tudi sprava z bližnjimi. Znano je, da statistike to dokazujejo, da tisti bolniki, ki so prejemali sveto obhajilo v bolnici, ki so verovali, dobili odvezo svojih grehov, hitreje okrevajo. Da tisti, ki resnično verujejo, kajti njihov duh gre preko vseh omejitev v rešitev, ki je v Bogu,
zmagujejo tudi na telesnem področju svojih bolezni. Da se odpornost veča tistemu, ki ima močnega duha in ima resnično vero in zaupanje Boga, prejema Gospodove milosti in sakramente, to je dobro in to je v sami srčiki osebnosti sprememba, ki je temeljna in na kateri se potem gradi sprememba našega življenja. Dragi bratje, drage sestre, iskreno ste vabljeni k sveti spovedi v tem postnem času, da zasije lučka Božje ljubezni in življenja v vašem srcu, ki jo boste prenašali na vaše drage, v vašo družino, da zasije svetloba Božje ljubezni skozi vaše oči in skozi vaše srce, tudi za vaše drage otroke, za vašo ženo, moža, starše, bližnje, ki jih bo Bog preko vas nagovarjal na tistem področju, ki ga ne vidimo, ne slišimo, ki ni izgovorjeno, skozi podzavest in jim bo prinašal luč rešitve. Vabljeni k sveti spovedi, da se osvobodimo in osvobodite sužnosti hudobnega duha. Kdor greši, pravi Božja beseda, je otrok hudobije, hudobnega duha. In kdor izpolnjuje Božjo voljo in je poslušen Svetemu Duhu, je šele otrok Boga, sin in hčer Boga. Čudovito mizo, ki je sestavljena iz same ljubezni in žrtve, mizo Božje milosti, sveto spoved nam je pripravil Bog, zato predragi v Gospodu izkoristimo ta vrelec milosti in življenja, ki se nam daje po preprostem duhovniku v cerkvi, ki jo je Jezus ustanovil, pa tudi po naši veri in našem iskrenem kesanju. Skupaj se bomo veselili življenja že tukaj. Gospod obljublja, dobili boste blagoslov iz nebes in iz zemlje na tem področju, na tem delu našega življenja in tudi večno življenje potem, ko se bo vse tukaj končalo in bomo pri Gospodu za vso večnost. Oklenimo se Boga, samo tu je resnično življenje. Želim vam lepo, osvobajajočo svetospoved in pogovor z vašim dušnim pastirjem in vsekakor večno veliko noč ob koncu vse te igre našega življenja, vsega tega, kar se okoli nas dogaja in bo kmalu minilo. Vsem tudi voščim veselo veliko noč in Božjega miru in veselja v prihodnosti. Hvala lepa.